Pozdravljeni v odmevu tedna na domovini. Teden, ki je za nami, je prinesel obilno deževje, ki je prožilo plazove in totalitaristično maškarado, v kateri je očitno dovoljeno čisto vse, celo fušanje osrednjih govorcev na spominskih slovesnostih. Neprestano je treba ponavljati, kaj se je res zgodilo med vojno, kdo je bil na kateri strani, kdo je bil zmagovalec in katere vrednote so gnale sprte strani. Ker zgodovine nikoli ne smemo žaliti s potvarjanjem. Zdaj za ori pesemo svobodi, preko logov in gozdov. Po vsem svetu zaplovi do vseh slovenskih tlačenih domov. Šalo na stran, simboličnih dejanj, ki nas vračajo v totalitarne čase, tako z vidika zgodovinskega spomina, kot tudi groženj demokratični ureditvi, ta teden res ni manjkalo. Tedensko dogajanje bova za vas komentirala z odgovornim urednikom tednika Domovina, Tinom Mamičem. Tino, pozdravljen. Pozdravljen. Torej, če odmisliva fušanje osrednje govornice na spominski slovesnosti na Koroškem, posebej pomenljive se zdijo njene besede, ki jih je izrekla tik preden je začela prepevati, in sicer, da je treba neprestano ponavljati, kaj se je zgodilo med vojno, kdo je bil na kateri strani, potem pa nekaj dni zatem vlada odpravi dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Tudi to so bile žrtve, ki so se zgodile med vojno in po njej. Kdo torej potem potvarja zgodovino, pred čemer se ri Klakočar Zupančičeva? Ja, predsedničina vprašanja so bila zelo dobra, retorična, in če bi zgodovinarji lahko odgovorili na ta vprašanja, bi bilo zelo zanimivo, če bi prisluhnili. Težava v Sloveniji je, da posebej na levici ne prisluhnejo argumentom desne sredine, če rečemo politično, pa tudi zgodovinsko. Zgodovinsko ne prisluhnejo recimo zgodovinarji, ki verjamejo še v mitologijo partizanskega gibanja, ne prisluhnejo novim spoznanjem in novim dejstvom, novim odkritjem, novim dokumentom, ampak to vse skupaj ignorirajo. Zdaj, žalostno je, da so naši politiki po 33 letih še vedno izjemno neizobraženi, nerazgledani, nenačitani. Jaz mislim, da je mogoče težava tudi sam intelekt, da tega ne doumejo, in zato je dobro, da bi se začelo ponavljati ta osnovna zgodovinska dejstva. Recimo, če začnemo s tem, kdo je začel državljansko vojno. Vojno so začeli, spodbudili, zanetili partizani. Partizani so hoteli bratomorni spopad. Torej, oni so zanetili ta ogenj in potem so ga tudi razplamtevali. Oni so dolivali ognja oziroma olja na ogenj. Tudi takrat, ko bi se lahko, recimo po kapitulaciji Italije, so namesto, da bi se poskusili dogovoriti z vaškimi stražami za skupen boj proti okupatorju, kar je bil interes v prvi vrsti vaških straž, so jih v bistvu napadli skupaj z Italijani. Zdaj, da gremo prav na začetek, kako se je začelo. Prva vaška straža, torej prvi odpor, za katerega lahko rečemo, da je nastal na podlagi sodelovanja z okupatorjem, torej kolaboracije. Do tega prvega sodelovanja je prišlo približno 1 leto po vojni, po začetku vojne. Torej, veliko časa je minilo. In v tem času so partizani likvidirali, ubili, naredili atentate okoli 1000 ljudi. 1000 Slovencev so ubili, to je šlo večinoma za intelektualce, za duhovnike, za politike, torej za vidne osebnosti. In ko je teh 1000 ljudi, Slovencev, padlo strani slovenske roke, partizanske puške, so se začeli na vaseh organizirati in so prosili Italijane za puške. Torej, tako se je začelo. Torej, to bi si morali, tudi v osnovni šoli bi morali vsi otroci to vedeti, pa žal tudi zgodovinarji tega ne povedo na glas. To so zgodovinska dejstva, to so številke, ki jih ni nihče ovrgel, in to se je treba ponavljati vedno znova. No, in tem žrtvam je bila posvečena slovesnost na Trgu Republike, ki je potekala v torek zvečer. Predlagam si pogledava kratek izsek. Naš zelo osebni odgovor na trpljenje vodi stara modrost, ki pravi:
Stori vse dobro, kar lahko. Z vsem, s čimer lahko. Na vse načine, kot lahko. Povsod, kjer lahko. Vsakokrat, ko lahko. Vsem ljudem, ki jim lahko. Vse dokler lahko. Tole svečo bom poklonil na tem mestu svojim 4 sorodnikom, katere sem kot 3-letni fantiček gledal, ko so jih odpeljali v Teharje. Kmalu zatem so bili v hudi jami. Naj jim bo lahka zemlja. Molim in prižigam svečo za Franca Forška, ki je izginil v Šentjoštu, mladi mož. Skratka, dan spomina na žrtve komunističnega nasilja je bil izbran simbolično 17. maj na obletnico pokola 49 Romov in 4 Slovencev, ki so jih pobili partizani. Govorniki na tej proslavi so opozorili na genocid in na kršenje človekovih pravic, ki so se dogajali v času vojne tudi tem žrtvam. Zdaj, koga se bojijo vladajoči, ki ukinjajo ta praznik na dopisni seji, na predvečer, medtem ko je potekala ta spominska slovesnost? Ne? Ja, tu gre točno za to, kar ta politika očita vsem, ki se ne strinjajo z njimi, da revizijo zgodovine, da se ponareja zgodovino, da se laže. Ravno to oni počno. Ne? S tem, da to zakrivajo, lažejo. Ne? Ker recimo ta spominski dan je bil izbran zato, ker se ne opredeljuje do odnosa med partizani in vaškimi stražami takrat, oziroma domobranci, ne? Ker ne gre v jedro te državljanske vojne, kar bi lahko določeni, recimo, potomci partizanov vzeli za slabo. Ne? Tukaj gre za zelo jasen vojni zločin, za vojno grozodejstvo. Pobili so 24 otrok oziroma 49 Romov. Ne, jaz se ne bi strinjal, da bi rekel Romov in Slovencov, ampak Romi, ki so živeli v Sloveniji, takrat so bili Slovenci, govorili so slovensko. Sicer to je stvar debata, ampak ne moramo reči, da je šlo za neke tujce. Ne? Šlo je za domačine. Torej, tam so jih pobili zverinsko, zaradi tega, ker naj bi izdajali okupatorjem. Ne? In zdaj, tudi če se bi to zgodilo, čeprav nimamo nobenih dokazov za to, ne moreš za to ubiti celo rodbino. Ne moreš za to poklal oziroma pobil 24 otrok in jih potem vrgel v skupno jamo, mislim, da so še 2 psa vrgli zraven. Mislim, to kaže na ta grozodejski način te partizanske taktike, ki je v bistvu zlorabila ves partizanski boj, ne, in zlorabila čustva partizanov, ker velika večina partizanov ni hotela grozodejstev, ni hotela se boriti proti Slovencem, ne, proti opoziciji oziroma proti političnemu nasprotniku, ampak proti okupatorju. In na to zlorabo se tu opozori, ne, in se v bistvu daje na drugi strani poklon vsem borcem za svobodo. Ironično, ne, v Sloveniji imamo še vedno množico neevidentiranih, neurejenih grobišč, nekje slabih 15,000 ljudi še vedno nima mrliškega lista pravice do groba, in istočasno, ko vlada ukinja praznik, ki spominja na te ljudi, v Ljubljani poteka diplomatska konferenca z namenom sprejetja konvencije o sodelovanju pri pregonu genocida in drugih hudodelstev, medtem ko se ta slovenski zločin iz časa druge svetovne vojne na tej konferenci sploh ne bo omenjal. In to ne bi bil nek vrhunec diplomatskih dosežkov te vlade. Se samo meni zdi, da je to primerljivo, kot če bi Rusija gostila konferenco o miru, medtem ko ne bi govorila o Ukrajini, ali kako ti gledaš na to? No? Ja, primerjava je na mestu, gotovo. Zdaj, ta konferenca je v Ljubljani. Ljubljanski župan je v Sloveniji močnejši celo močnejši od premierja in od predsednice parlamenta. To se je jasno videlo 9. maja na praznovanju Dneva Ljubljane, ko so bili vsi kot šolarčki postavljeni v prvo vrsto, bivši predsedniki in tako. In je Janković govoril tudi laži,
ne, manipulacije in tako, in vsi so ga mirno poslušali. Na koncu se je končalo s pesmijo Hej brigade, ko so vsi, razen moje malenkosti in škofa Jamnika, vstali. In zdaj, ta župan, ki je dejansko boter iz ozadja, eden najmočnejših političnih figur, ki mu recimo pravosodna ministrica pade v objem, torej skoči skoraj na njega, je skoraj podrla. Ta politična figura Zorana Jankovića ne dovoli pokopa teh nesrečnih Romov, ki so padli od partizanske roke in so jih potem izkopali in zdaj je treba te ljudi oziroma te posmrtne ostanke pokopati. In Janković ne dovoli pokopa v Ljubljani, oziroma ne dovoli pokopa na ljubljanskih Žalah. Ne? In zdaj s tem se očitno strinjajo vsi. Ne, vsi tisti, ki so bili tam v prvi vrsti v Ljubljani, torej in Milan Kučan, in Danilo Türk, bivša predsednika, in premier, in predsednica parlamenta, in vsi politiki, ki nič ne rečejo. Ne? Zdaj, če Janković reče, nočem nobenega domobranskega groba v Ljubljani, to nima nobene veze s tem, da noče, da se pokoplje Rome, ki niso bili ne domobranci, ne kolaboranti, nič, so pač nesrečne žrtve dejansko genocida. Ne? In zakaj se teh ljudi ne sme pokopati? Zakaj morajo njihove kosti še vedno čakati v tistih plastičnih gajbicah? No, vse neke vrste, lahko rečemo, nadaljevanje državljanske vojne se je potem zgodilo ravno zaradi odzivov, ki so prišli na to odločitev vlade, recimo glede tega spominskega dneva. Ne, predvsem so bili ostre kritike na odziv Janeza Janše, ki je napisal, da je neokomunistična vlada s tem zavržnim dejanjem napovedala novo državljansko vojno. Ne, ministrica za pravosodje, ki recimo Janši pred volitvami ni želela niti dati roke, je naznanila kaznivo dejanje, ki ne bi šlo za spodbujanje nasilja in pozivanje k oboroženemu uporu in rušenju ustavne ureditve. Torej, ta Janšev tweet naj bi torej predstavljal ta upor in rušenje ustavne ureditve. In hkrati slišimo, da je bil problem pa to, da se je ta praznik ne uvedel brez strokovne razprave. Ne. To je nekoliko smešno. Ne. Kako ti vidiš to? Ja, gotovo, da je Janša v tweetu izbral mogoče malce neposrečen naslov, ne, če se novinarsko izrazim. Neposrečen pa zakaj? Zato, ker tisti, ki prebere samo naslov in ne prebere razlage, mu ni kaj dosti jasno. To napako novinarji velikokrat delamo. Zdaj, ali je to Janša naredil hote ali ne hote, je drugo vprašanje. Ampak problem je, da ti nasprotnik ne prisluhne. Ne? Ker če pa pogledamo, kaj je Janša povedal, ne, če pogledamo celotno vsebino, Janša imel absolutno prav. Ne. On je uporabil izraz državljanska vojna v pomenu, da je France Bučar, levičar, ne, prvi predsednik slovenskega parlamenta, rekel, da se je bratomorna vojna, državljanska vojna leta 90 končala. In končala se je tako, da so spravili Titove kipe in slike v omare, v arhive, ne, v muzeje. Zdaj, po tolikih letih, prihaja to nazaj, ne, ker ta vlada je zdaj vrnila te kipe. Titov kip vrača v protokolarni objekt na Brdo, da ga bodo vsi svetovni državniki, ki bodo prišli v Slovenijo, bodo videli tega Tita, postavljenega leta 2023. Ne, in to je težava. Ne? Tako da to, kar je Janša rekel, ni nič narobe. Problem je, da niso mu prisluhnili, da niso poslušali. Ne? Zdaj, gotovo, da je pa svoje naredil tudi Tomaž Tih, ki se je sicer, kot se meni zdi, se je norčeval, se delal norca, in ti ljudje pa tudi tej svoji, lahko rečem, intelektualni, v nizkem intelektualnem dometu niso razumeli tega, da se on v bistvu heca. Ne? Ker če rečeš, kupite si Kalašnikova, ne, to, veste, da je to, če reče to Tomaž Tih, da je to hec. Ne? Zdaj, po drugi strani imamo pa partizanske proslave, na kateri dejansko nosijo orožje, ne, in so dejansko oboroženi. Dejansko vlada spodbuja prireditve, ker se otroke oblači v te partizane s puškami. Zdaj, to bi nas pa moralo bolj skrbeti, kot recimo, če se nekdo dela norca iz tega. No, in
pravzaprav skrbi nas lahko tudi, recimo, kam pelje ta svoboda govora, ne? Recimo, da tak tweet, ki po svoje samo razlaga, niti ne zares poziva, ne govorim zdaj o Janševem spet tweetu, ne? Pravzaprav je zdaj naznanjeno kot kaznivo dejanje. Zdaj, če upoštevamo, da je recimo nedavno Roman Vodeb dobil globo tudi za kritiziranje Urške Klakočar Zupančič, ne? To je neka nevarna smer, v katero se spuščamo, ne? Ja, zdaj smo prišli do tega, da mi smo se lani že delali norca, ko je Svoboda zmagala in se je dejansko začela represija, posebej nad mediji, in smo začeli citirati Toneta Partljiča iz njegove drame Moj ata socialistični kulak, ko pravi, zdaj je nastopila svoboda in treba paziti, kaj se reče. Ampak to smo se hecali, smo se delali norca. Nihče si pa ni takrat predstavljal, da bo praktično po enem letu se dejansko to uresničilo v tej meri, da bo nekdo nekaj rekel po televiziji in bo zato dobil kazen domov. Ne, torej, da bo policija odreagirala na to, da ti nekaj rečeš. Ne gre za tožbo, da je nekdo bil užaljen in potem zaradi duševnih bolečin dobiš na sodišču. To je bil nek avtomatizem, ne? In to je dejansko veliko omejevanje svobode govora. Zdaj moramo pomisliti tudi, da je oddaja faktor, da so se pojavile ideje, da bi oddajo prepovedali. Ne, da bi jo popolnoma prepovedali. Ne? To so stvari, ki bi jih tudi v Bruslju morali izvedeti in žal tukaj tega ne vedo in tukaj bi tudi, mislim, da Evropska ljudska stranka in SDS, ki je najmočnejša v Sloveniji tam in Nova Slovenija, da bi morali nekaj narediti v tej smeri, da se opozori na dejansko omejevanje človekove svobode, ne, človekovih pravic in omejevanja svobode govora. Ne. No, se ravno o tem pravzaprav govori tudi direktor Radio Televizije Slovenija, ki je bila spet, lahko rečemo, nekoliko v ospredju ta teden, ne, na tiskovni konferenci je pozval, ne, oziroma izrazil željo, da bi se sestal z predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in podpredsednico Vero Jourovo, da bi predstavil pritiske, ki se dogajajo na RTV Slovenija. Zdaj, če malo pogledava še, kaj se je dogajalo, ne, zdaj govorilo se je, napovedovalo se je te dni, da bo prišlo do odprave zadržanja novele zakona o RTV Slovenija, ki bi potem omogočila menjavo vodstva. No, do tega sicer ta četrtek ni prišlo, so pa v parlamentu napovedali, da bodo poskusili zamenjati 9 svetnikov, kar pa so tudi ugledni pravniki označili za pravno nesmiselno, oziroma da ker so te že razrešeni, ne, po noveli zakona, ki je sicer zadržana, jih ni mogoče še enkrat razrešiti. Ne. To je spet neko zanimivo dogajanje na področju svobode medijev. Ne. Ja, gotovo. Zdaj, težava je, da se ne upošteva vladavine prava, da se ne upošteva zakonodaje, ne, ustave. Ker ti ne moreš, ko ti nekaj ni všeč, ne moreš potem sprejeti zakona, da boš temu človeku omil mandat. Ne, ampak ravno to je naredila ta vlada. Ni bilo všeč vodstvu RTV-ja in so sprejeli zakon, da bo to pač predčasno se zaključilo. Ne? Kar je tudi, če gledamo te osnove pravnega sistema, ne, je to nekaj napačnega, zato ker nikoli ne moreš zakonodaje sprejemati za nazaj. Ne? Torej, če sprejmeš zakon, ga sprejmeš za naprej. Ne tako, da se nekomu omeji mandat. No, zakon je prav namenjen temu, da se zamenja vodstvo. Ne? No, to je glavni namen. In to je ta diskrepanca aktualne vlade, ker vedno tako dela. Ne, v bistvu sprejema zakone, da se spreminja preteklost, ne, kar se ne bi smelo. Tudi recimo, ko je na Ministrstvu za kulturo so čez noč spremenili pravilnik, da so vse komisije, jim je prenehal mandat. Ne, ampak to so bile komisije po par mesecih imenovane, bile so recimo tako, če gledamo politično, in toliko pluralne, ne, mogoče je bilo več, če rečem, desnih kot levih, ampak je bila neko uravnoteženo, recimo, sta bila oba bloka noter. Medtem ko pred Janševo vlado in po njej pa tega ni, je vse enotno levičarsko, ne, kar je skregano z logiko, pa tudi z našo ustavo. Ne. In tu ta vladavina prava, ki se je ne upošteva, je velik problem. Verjetno je to povezano tudi z dejansko nerazgledanostjo, kot sem rekel, ne, ker bivša sodnica, predsednica Državnega zbora, ona bi morala vedeti,
kaj je vladavina prava in kaj se sme in kaj se ne sme. In tu pri teh svetnikih, to je vsak, ki malo pozna pravo, ki je malo povohal pravo, ve, da to, kar se grejo, da to ne pije vode. No, ne samo na RTV-ju, tudi na kmetijskem področju smo bili priča kar parim zanimivim situacijam ta teden. Prva stvar je napoved Zorana Jankovića, da bo oglobil traktorje, ki bi slučajno prišli v center Ljubljane. Seveda Zoran Janković ob tem poudarja, da to ni namenjeno protestnikom, torej slučajno ravno zdaj, ko so sicer napovedani kmečki protesti. No, jaz mislim, da tudi pristaši Jankovića tega ne verjamejo, da je bila ta globa narejena zaradi tega. Gotovo, da je bilo to narejeno izključno zaradi teh protestov, ker se jih bojijo in bi jih radi omejili. Tako da je pa zanimivo, da gredo z omejevanjem na tak drastičen način. Zdaj, v ozadju bi rekel, da gre za tisti prastrah bivših komunistov pred razrednimi sovražniki. Razredni sovražniki so bili kapitalisti, so bili kristjani, so bili kmetje, so bili podjetniki. In zdaj, ko se je vse kategorije že dalo na stran in je v bistvu tudi politično je levica prevladala v parlamentu, so v bistvu ostali zdaj samo še kmetje, ki imajo nekaj svobode in lahko nekaj v svojih organizacijah rečejo, kar se jim zdi. In zdaj bi tudi to radi. No, tudi to skušajo nekako omejiti, zdaj z novo idejo zakona, da bi v organih Kmetijsko-gozdarske zbornice ne smeli sedeti izvoljeni politični funkcionarji in to določilo torej nekako zaobjema zelo široko, torej člani organov političnih strank na državni, regionalni in občinski ravni, torej praktično vse, ki so bili politično aktivni kadarkoli, bi omejili, da ne morejo sodelovati v Kmetijsko-gozdarski zbornici, če bo ta predlog sprejet. No, mislim, to stvar je neustavna, ker po ustavi je svoboda političnega združevanja in svoboda političnega izražanja nad temi stvarmi, nad vsem. Torej, to je treba upoštevati in zdaj, če ti rečeš nekomu, da ne bo mogel biti v neki obrtni zbornici zato, ker je bil prej politik ali pa ker se je ukvarjal s politiko, je to omejevanje politične svobode. Jaz mislim, da tukaj to skozi ustavno sodišče ne more iti. Je pa dejansko točno to. To je usmerjeno proti kmetom, da bi pač še kmete v bistvu udarili po glavi, da bi jih obglavili in da bi postavili z negativno selekcijo na vrh teh kmečkih civilno-družbenih organizacij, neke ljudi, ki pojma nimajo o politiki, ki so brezkrvni. Po drugi strani imamo pa recimo nevladne organizacije, ki so dejansko bile ključne pri porazu prejšnje vlade na volitvah, ki so pa tesno prepletene s politiko. Zdaj, kje so njihovi vatli, da recimo kmet se ne sme ukvarjati s politiko, nevladne organizacije oziroma nevladniki se pa lahko prehajajo iz recimo sodništva v politiko, Klakočar Zupančič, lahko gredo iz novinarstva v politiko, imamo celo plejado teh novinarjev, lahko grejo tudi nazaj, to je, na levici je to vse možno, to so dvojni vatli. In še ena stvar, ki muči kmete te dni, sicer odstrel volkov. Na Gorenjskem smo spet imeli primer, dobesedno na Bledu, 450 metrov stran od veslaškega centra, pokol drobnice. Zdaj kmetje opozarjajo, da je ta odstrel nujen, medtem ko se ne zgodi nič. Ljubitelji živali pa opozarjajo na to, da se nasprotujejo temu odstrelu. Ja, zdaj, ljubitelji živali, kdo je ljubitelj živali? To je zdaj vprašanje. Jaz mislim, da je rejec drobnice večji ljubitelj živali kot nek Ljubljančan, ki živali razen uši v svoji glavi in bliže nikoli ne obstane. Ja, ali pa, zdaj, pes, eno je pes, drugo je cucek. Zdaj, tukaj treba tudi razlikovati. Sicer cucek je ravno tako žival, tako da mogoče so ljubitelji teh živali, mestnih živali. Ampak ljubitelj živali je tisti, ki živi z živalmi. Veliko večji kot tisti, ki živali ne vidi ali pa recimo jih ne je. To, da ne ješ živali, to ni, mislim, to je lahko pač nek znak, da
da imaš rad živali, ampak ni nujno. Ti, če ješ živali, imaš ravno tako rad živali. Mislim, tu gre tudi za evolucijo. Mi smo 10.000 let jedli samo živalsko meso, samo meso smo jedli. Ne vem, kar smo nabrali. Šele 10.000 let nazaj je prišlo do poljedelske revolucije, ko se je začelo jesti tudi žito in rastline in tako. Ne. Tako da, ko gledamo tudi evolucijsko, ne, je to vegetarijanstvo skregano z našim organizmom kot takim, ne, posebej pa veganstvo. Ne. Na to opozarjajo tudi pediatri. Ne. Zdaj sicer ti imaš pač sam svoje pravice, kaj ješ in kaj ne, v to se jaz ne bi spuščal, ampak tu za ljubitelji živali bi morali pripoznati tiste, ki imajo res radi živali. In rejci, tisti, ki ima doma 30 krav, verjemite, da ima rad živali. Zdaj, če ti rejci so zdaj v velikih težavah. Tudi če planine več ne upajo pustiti živine. Ne? Ja, zdaj tudi če postavijo visoke ograje in tudi če recimo, ne vem, ograja ne dela in potem volk skoči čez in pokolje te živali, povzroči škodo in zdaj, če bi država vrnila to škodo, takoj bi bila ena, ampak to traja več mesecev. Ne? In zdaj v tem času ima ta kmet v bistvu izpad dohodka, s tem, da tista ovca recimo ne zraste, tako da bi lahko iz nje dobil nek dobiček, ne, zaradi zaslužek, zaradi izdelkov. Ne. Zato je izpad dohodka precej velik. Ne. In zdaj, da mi teh ljudi ne zaščitimo, da rečemo, da to ne gre. Ne. In zdaj, druga stvar je pa, da tu ne gre samo za rejce. Ne. To je bilo praktično, tisti volk je poklal ovce s pogledom na Blejsko jezero. Ne. Tako da zdaj, kako si mi predstavljamo turizem, tak idilični, mestni, urbani turizem, da nas bodo volkovi opazovali, jaz si to res ne predstavljam. No, pogledaj še dve zadevi in sicer politično gledano smo priča zdaj novemu opazovanju ali pa spet sodelovanju na opoziciji, ne, ki je bila precej sprta. Zdaj so skupaj prispevali glasove za preiskovalno komisijo, ki bo preiskovala kanal C0, kjer se spet bodeta dva akterja, ki so jih že omenjala, Zoran Janković in pa tudi Nataša Pirc Musar, ki se je pa tokrat postavila na stran ljudi in poziva Jankovića k ustavitvi tega kanala. Pa me zanima, kako gledaš na to, da so recimo prvič na ta spor med Pirc Musarjevo in Jankovićem in drugič na to ponovno recimo sodelovanje opozicije, ki smo jim pričali. Ja, opozicija je gotovo mora stopiti skupaj, če hoče biti močnejša. Ne? In zdaj to je gotovo en korak v tej smeri, tako da za nazaj se bodo težko dogovorili, očitno pa da za naprej, da bo bolje in to je dober znak za politično opozicijo in tudi za nas, ne? Da bi navijal zdaj za katerokoli stranko, ampak za Slovenijo bi bilo dobro, da bi bila opozicija močnejša zaradi tega, ker ta vlada se obnaša zelo slabo glede gospodarstva in rinemo zdaj v neke nove izbire in rinemo tja, kamor nam ni mesto, ne, v gospodarsko nazadovanje. Tako da z tega stališča bi bilo zelo dobro, da bi opozicija bila močnejša. Ne. Tako da jaz mislim, da bi gospodarstveniki v Sloveniji dejansko morali voliti, ne glede na to, kaj jim je všeč, bi morali voliti za sedanjo opozicijo, zato da bo za gospodarstvo šlo bolje. Zdaj pri temu kakovodu je spodbudno, da je Nataša Pirc Musar v bistvu ugotovila, da gre nekaj zelo narobe in je to dobro, zato ker stroka že dolgo opozarja, da je s tem kakovodom nekaj narobe in jaz skoraj bi si upal reči, da ta kakovod ne bo nikoli zares odprt in nikoli ne bo zares deloval, zato ker mislim, da se bo vse skupaj prevagnilo, ker ljudje niso neumni in ljudi ne moreš farbati venomer in mislim, da se bo tukaj nekaj prelomilo. No, pa če so že začela bolj v totalitarno smer, pa se vendarle dogaja tudi premiki v drugo smer. Maribor je ta vikend imel prvič pravzaprav v zgodovini pohod za življenje.
Ne, to je tudi neka svojevrstna prelomnica, ne, zdaj ni samo več v Ljubljani, zdaj tudi že v Mariboru po zgledu Hrvaške, če bo šlo tako naprej, recimo Hrvati imajo to že v 16 mestih, čeprav vem, sam Pohod za življenje, ki opozarja na vrednoto življenja, na vrednost življenja, kar pa je tudi recimo neka pozitiven vidik, ki ga lahko damo v ta deževen teden. Ja, zdaj, če gremo če pustimo, zdaj, ali se strinjamo s tem pohodom ali ne. Če gledamo samo civilno-družbeno, civilno-družbeno je Ljubljana izjemno razvita, Štajerska pa ne. Štajerska je pa zelo pasivna, ko gledamo civilno družbo in politiko, in vse je izjemno pasivna, mogoče zaspana v nekem smislu, volilna udeležba je nizka, civilno-družbenih organizacij je malo, prireditev je recimo manj kot na zahodu. In z tega stališča je to zelo dobro, da se je zgodila ena taka civilno-družbena manifestacija v Mariboru in bi bilo dobro, da bi začeli malo bolj delati na tem, da se dejansko na Štajerskem ljudi malo, zdaj ne gre, da bi jih hotel omalovaževati, tudi moja žena je porodu Štajerka, tako da imam Štajerci zelo rad, tako. Ampak jaz mislim, da si Štajerci več zaslužijo. Štajerci vendarle skoraj milijon, skoraj vsak drugi Slovenec je skoraj Štajerc. In v Ljubljani pa skoraj da ni slišati, ne videti, imajo recimo Primorci, imamo bistveno več, se mi zdi, moči in vpliva na vlado in na Ljubljano kot Štajerska. Tako da z tega stališča se mi zdi za Slovenijo, pa Slovenija nikoli ne bo dobro delovala, če ne bo policentrična, če ne bodo imeli in Prekmurci in Štajerci podobnih pravic kot Ljubljančani. Tako da z tega stališča se mi zdi to pomemben mogoče celo mejnik in mogoče se bo vendarle začelo kaj premikati. Tudi premiki na področjih, ki se pravzaprav zdijo nekoliko zakriti, s temi ideološkimi vprašanji, ki so bila v ospredju ta teden, pravzaprav omogočajo, da se pogovarjamo predvsem o teh temah, medtem ko pa v ozadju recimo potekajo menjave v državnih podjetjih in tako naprej, kar so pa tudi stvari, ki jih ne gre spregledati. Ja, tu kadrovsko dejansko se, če uporabim slengizem, se hara, se v bistvu menjuje na vseh področjih, neusmiljeno. Take čistke nismo doživeli še praktično od leta 1945. Ta teden recimo je bila zamenjana uspešna uprava Luke Koper, ko je pokazala na dan, ko je pokazala najboljši rezultat v zadnjem času. Tako da tudi to je en zanimiv vidik tega tedna. Tino, hvala za današnje komentarje. Mi, spoštovani gledalci, pa se pogledamo, kaj je še odmevalo v tem tednu. Montana je kot prva ameriška zvezna država prepovedala TikTok na zasebnih napravah. Guverner je prepoved utemeljil kot nadaljevanje prizadevanj za zaščito prebivalcev Montane pred nadzorom Kitajske komunistične partije. Prepoved stopi v veljavo 1. januarja. Rusija in Ukrajina sta ob posredovanju Turčije dan pred iztekom sporazuma o izvozu ukrajinskega žita po Črnem morju le tega uspeli podaljšati. Sporazum velja od julija lani in omogoča izvoz žita po morju, kar je bilo v prvih mesecih vojne onemogočeno. Ukrajinska mesta so sicer v zadnjih dneh znova žrtve raketnih napadov, ki so terjali več življenj. Po nedeljskih volitvah v Turčiji predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu še ni uspelo osvojiti novega predsedniškega mandata. V drugi krog sicer vstopa s prednostjo 49% proti 45%, kolikor glasov je zbral kandidat združene opozicije Kemal Kılıçdaroğlu. Koalicija strank naklonjenih Erdoganu je sicer zbrala večino v parlamentu, drugi krog volitev bo 28. maja. In pa vlada je na dopisni seji sklenila, da iz zakonodajnega postopka umakne predlog novele zakona o zavodih. Predlog novele, sprejet konec marca, bi vladi med drugim dal možnost, da direktorje javnega zavoda enostransko razreši mimo volje sveta zavoda in za največ leto dni imenuje v.d. direktorja. Ta predlog je naletel na ostre kritike socialnih partnerjev. Tako, pri koncu smo, spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Še več vsebin lahko dnevno najdete na portalu domovina.je in v tedniku Domovina, na katerega se lahko naročite ali pa ga dobite v najbližji prodajalni tiskovin. Tako, za danes je to vse v Odmevu tedna, mi pa se znova vidimo prihodnji teden. Do takrat pa nasvidenje.